Tuljave so čiste, tole malo počisti, glej, tuljavo z vago malo počisti skozi, malo, pa tole, vidi, tuljava mora biti čista, gladka, ne, da se potem gre ta naš dim gladko ven, se pravi, in da se saje ne zadržujejo, ne, to je pravilo tudi zidanja dimnika. Vpisovanje žal ni tako, kot bi mi želeli. 80 se jih piše vsako leto zidarjev, ampak mi smo veseli vsakega posebej. Zato, ker je število tako majhno, združimo vse poklice v gradbeništvu v en skupni model, ki mu pravimo model izobraževanja v gradbeništvu, in na naši šoli je zajetih v ta model 7 poklicev v gradbeništvu. Štipendij kadrovskih je na razpolago dovolj. Vsako leto ostanejo štipendije celo neizkoriščene. V Sloveniji je 5 gradbenih šol, razen naše v Mariboru, še v Ljubljani, Kranju, Novem mestu in Celju. In vse izobražujejo za poklic zidar. Možnosti zaposlitve so zelo velike, torej kadrov primanjkuje v celotni Sloveniji, tako da vsi naši dijaki dobijo zaposlitev takoj. Res pa je, da se jih polovica odloči za nadaljevanje šolanja v programu 3+2, torej končajo kot gradbeni tehniki pozneje. Drugače pa so na tržišču iskani, tako da že v času šolanja prihajajo delodajalci iskat, če bi prišli k njim se zaposliti. Poklic zidar je zelo perspektiven poklic. V današnjem načinu gradnje z uporabo sodobnih materialov in sodobne tehnologije se ta poklic tudi razvija. V državah, kjer so velike investicije, kot je Slovenija, se ni bati za perspektivo tega poklica. V preteklosti smo si zavetje iskali tam, kjer ga je nudila narava, to so bile kotline in jame. Kasneje je začel človek prebivališče prilagajati svojim potrebam. Najprej je gradil iz gline in iz kamna, kasneje pa se je lotil gradnje hiš iz blata in slame, kar je omogočilo tudi potrebno izolacijo. Zidava in izbira materialov za gradnjo so se v preteklosti močno spreminjali glede na zemljepisno lego. Svetovno znana posebnost so piramide, saj so jih več tisočletij pred našim štetjem gradili tako na Kitajskem kot v Egiptu. Zaradi ujemanja v načinu gradnje v geografsko oddaljenih deželah so nekateri ljudje še vedno prepričani, da so piramide gradili vesoljci. V Sloveniji sodi med najstarejše znane zidarske mojstre Anže Felicijan, ki je živel in zidal na Krasu v okolici Rodika. Živel je v obdobju razmaha cerkvene gradnje, o čemer pričajo številne cerkve, v pročelje katerih je zapisal svoje ime. To obdobje gradnje v 17. stoletju umetnostni zgodovinarji imenujejo tudi kraška renesansa. Danes so za vajo učenci naredili vratno odprtino s premostitveno lokom, polkrožnim. Se pravi, to je na 2 slopih dimenzije 64 na 25. In tako se nekako premostijo v današnjem času odprtine, ali to z prekladami, s polkrožnimi ali pa kakšnimi drugimi loki, se pravi segmentnimi in ravnimi.
No, danes smo lahko spoznali, kaj vse obsega poklic zidarja. Da je to sicer naporno, ampak zelo razburljivo in dinamično delo, brez katerega ne bi bilo sodobne arhitekture, pa tudi klasičnih nebotičnikov ne. In kot zidar si vedno kje drugje. Vsakič spoznaš nove ljudi in se kaj novega naučiš. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljeno 3930 prostih delovnih mest za poklic zidar. V enakem obdobju je bilo prijavljeno 356 brezposelnih zidarjev.